slišimo malo vsaj vse. Dobar dan, spoštovane obiskovalke in obiskovalci. Upam, da ste prišli prostovoljno danes, vsi se bomo pogovarjali o prostovoljstvu. In zelo vesel sem, da lahko v naši družbi pozdravim res lepo skupinico ljudi, ki se spoznajo na prostovoljstvo in bodo tudi prisostvovali in pomagali Evropskemu prvenstvu, ki ga bo v septembra gostila Slovenija, to pa gotovo vsi veste. Če sem predstavim svojo današnjo družbo in to so ljudje, ki vam bodo danes spregovorili, kako je. Tu tako je ob meni eden najbolj zagrizenih prostovoljcev, Andrej Košmerl, pozdravljeni. Pozdravljeni vsi. Lenka Vojnovička iz Slovenske filantropije. Več bomo spregovorili v nadaljevanju, kaj pravzaprav vse skupaj pomeni, pozdravljeni. Zelo veseli smo, da se je tudi FIBA Evropa vključila v današnjo našo razpravo. Gospod Vald Miltovič z FIBA Evropa. Dobar dan. Tako, se kar malo presenetil. Veseli smo, da ste prišli, Vald. Rok Bizjak, ki je vodja prostovoljcev na Evropskem prvenstvu 2013. Pozdrav. Tukaj je tudi Viviana Žorž, pozdravljeni iz zaposlitvene agencije Adecco. In pa Gregor Balek, trener v košarkarskem klubu Zlatorog Laško. Tudi vi, lepo pozdravljeni. Verjetno Valc vas je malo presenetil slovenščino, ampak upam, da vsi toliko razumete angleščino, da bo, ko bo Valc odgovoril, ko bomo vprašali v angleščini, ga ne bomo posebej prevaljali. Prevajali bo pa on imel slušalke, tako da bo razumel, kaj mi govorimo v slovenščini, tako da bo vse v redu. Pa začnemo kar s tabo, Rok. Ti si vodja prostovoljcev na Evropskem prvenstvu. Počasi se zaključujejo prijave za prostovoljce. Torej, kako se prijaviti za prostovoljca na Evropskem prvenstvu? Ja, prijavijo se lahko vsi, ki so zainteresirani za sodelovanje pri tem velikem projektu, ki je zelo pomemben za Slovenijo. Prijave so mogoče na naši uradni spletni strani eurobasket2013.org, na spletni strani Košarkarske zveze Slovenije, kzs.si in pa na portalu prostovoljstvo.org. Pa so kakšne posebne zahteve, se lahko prijavi čisto vsak ali so kakšne posebne zahteve, kaj iščete? Ja, želimo si, da se prijavijo res tisti, ki si želijo delati na tem velikem dogodku, da želijo sodelovati. Edina omejitev je starostna omejitev 18 let. Mlajšim od 18 let bo omogočeno sodelovanje le preko košarkarskih klubov. Pravih omejitev ni. Dejstvo je, da prostovoljci so posebni delavci, saj si to želijo delati in marsikateri bolje opravijo delo kot pa nekdo, ki je za delo plačan. Kaj pa izobrazba, znanje kakšnega tujega jezika ali pa ne vem, kakšne posebne reference so te prednosti? Ja, seveda, to vse predstavlja prednost, izkušnje, znanje tujih jezikov je zelo pomembno, saj gre za mednarodni dogodek, kjer bodo prisotni novinarji iz vsega sveta. Pomembno je tudi časovna razpoložljivost, predvsem pa dobra volja, prilagodljivost in pa da delajo z nasmehom in željo po delu boljše. Kaj pa recimo geografsko bodo imeli recimo za Jesenice, Celje, Koper, Ljubljano, prednost tisti, ki so iz teh krajev ali kako to izgleda? Seveda, tisti, ki prihajajo iz lokalnega območja, bodo imeli pri izboru prednost, saj prostovoljcem ne zagotavljamo nastanitev. Bodo pa prostovoljci prihajali iz cele Slovenije, prihajajo tudi prijave iz tujine, imamo zelo veliko prijav iz tujine, tudi iz kakšnih bolj eksotičnih držav, kot so Brazilija, Indija ali pa Kirgizistan. Si pa želimo večjo udeležbo slovenskih prostovoljcev, vse gre za slovenski projekt, zato bo število tujih prostovoljcev omejeno. Je pa tukaj mogoče interesantno izpostaviti, da dejansko se prijavljajo predvsem tuji prostovoljci, ki so imeli mogoče v preteklosti, v preteklih 3 letih prvenstva sami na domačem prizorišču. Tako imamo zelo veliko prijav iz Litve, Turčije, Poljske, tako da zagotovo prostovoljci vidijo nekaj pozitivnega v tem udejstvovanju in se zato radi vračajo. Se bova še vrnila, Rok, k temu še kakšno vprašanje namenila. Gospod Košmerl, vi ste prostovoljec, vidimo vas tudi v upravi, vaši kolegi, prijatelji so danes tudi med nami, za kar smo se zelo veseli. Kaj človeka pokliče, da postane prostovoljec? Zanimivo vprašanje. Tako bom rekel, današnji življenjski stil in
napredek tehnologije nas vse preveč obveže za domačimi mizami, da sedimo na življenjski ciklus je več ali manj sede. Tudi, če pogledamo, sedimo pred televizijo, pred računalnikom in nekaj delamo, vendar ne vemo, je to res tisto pravo aktivno delo ali ni. Včasih se mladina zbirala na šolskih igriščih, danes tega skoraj ne vidimo, kaj hočem povedati. Predvsem je od vsakega posameznika odvisno, kako se bo razporedil svoj prosti čas in kako ga bo izkoristil. Zakaj postati prostovoljec oziroma kako se odločiti, je predvsem motiv vsakega posameznika, seveda ti motivi se pa razume, da se tudi razlikujejo. Jaz mislim, da je predvsem tu pomembno, da človek čuti od tega prostovoljstva, kaj pričakuje, namreč to je neplačano delo, vendar to ni tisto merilo. Prostovoljstvo prinaša veliko pozitivnih stvari, ki jih mora človek doživeti, občutiti, predvsem pa so tu motivi, nekateri želijo sodelovati na takem velikem projektu, edinstvenem projektu, ki se bo zgodil v Sloveniji, to je Evropsko prvenstvo v košarki, da pokažejo ali pa pridobijo svoje izkušnje, pridobijo nove izkušnje, navežejo stike z novimi prijatelji, se z njimi družijo. Skratka, bilo je teh prednosti in vsezadnje tudi morda odskočna deska za kakšno mednarodno sodelovanje ali pa upanje na bodočo zaposlitev bilo kje. Še o tem bomo še danes govorili. Je pa zanimivo, da ste vi s tem prostovoljstvom okužili pravzaprav svojo družino. Kako se je začelo, mogoče zanimiva zgodba, ste bili vi začetnik prostovoljstva v vaši družini Košmelj, ali kako je to prišlo v družino? No, težko bom rekel, da sem jih okužil, se pa sam, bom rekel, od majhnih nog ukvarjam športom. Sam sem bil aktivni igralec, kasneje sem malo pauziral, na to sem se ponovno vrnil nazaj, vendar ne v igralske vode, ampak v trenerske, naredil sem licenco, ustvaril družino in seveda moja dva otroka, Kaja in Nejc, ki sta danes tudi tukaj, sta se vključila v aktivno igranje košarke in seveda potem to raste s teboj. Tudi žena je začela bolj aktivno spremljati košarko, čeprav ni igralka, ni pa prostovoljka, čeprav bi rada bila, ampak doma imamo še štirinovžnega prijatelja in nekdo mora biti izurni, bi rekel. Valc, all members of Košmelj's family are volunteers. Did you hear such a story before? All? Yes, all the family. Wow. Daughter and son and also wife? Wow. No, I don't think I have heard something like that. But it's cool, isn't it? It's wonderful. Honestly, it doesn't really actually surprise me if I think in this case, because we're in Slovenia and as far as I've learned about Slovenians is that one thing is basketball here is it's like a dynasty thing, right? It goes throughout the family. And the other thing what I've learned about Slovenians is that they always do the right thing. And I think that's something that goes through family. I'm honored, seriously. Thank you very much. You were event coordinator at Eurobasket 2011 in Lithuania and also Women's Eurobasket 2009 director. How important job is to be a volunteer? One thing I learned in 2009 while hiring people for Eurobasket women and then later of course in the other events I've been to is if you hire people for job and even if we actually hired everybody we needed and paid them, we would never achieve such a success if we wouldn't have volunteers. And that's from the organizer's point of view. For event itself, the volunteers are
the ones who give that heart and soul for the event. You can do the best job organizing. You can get the best venues, the best food, and best hotels. But if without volunteers, that would be very dry. Volunteers are the ones that give you the feeling of the of uniqueness for the event. What are they doing in practice? Plenty of Very, very, very rough. yeah. It's plenty of things, but most of them are what we call service of participants, and by participants we mean not only athletes, we also understand media people, we understand spectators, and everybody that is in any way connected to the sport or to the event at that moment. And volunteers are the ones that help those people feel welcome. I would kind of summarize it that way. How did you manage to find volunteers for women basketball, Eurobasket 2009, and how satisfied were you with selection? To be honest, I don't remember exact number of people we had as volunteers, but I wouldn't be far away from truth saying that we had something around 300 to 400, considering that we had 3 host cities. Now, in Slovenia we have much more. I suppose there will be more people here. I certainly hope so. For Latvia, the case was there was already like a system in place, because there were been events before in Latvia which required help with volunteers. So we approached the ones who had already some volunteering experience, and then most of them just invited their friends, and it was like a social network. You know, I was, for example, if I was a volunteer, and then guys called me and said, would you like to be a part of this great event? I said, yeah, why not? And can you invite up your friends? Yeah, why not? So I got like 3 more guys, and there we are. So that was like spread out like a good thing to do, because having major sporting event, that's one thing in most likely in a lifetime of the country. So, you know, being part of it, that's something awesome. Prav to, kar je zdaj Valc omenil, Rok, koliko prostovoljcev pravzaprav Slovenija potrebuje? Evropsko prvenstvo v Sloveniji. Na Evropskem prvenstvu bo sodelovalo približno 1000 do 1100 prostovoljcev, približno 150 do 160 v prvem delu v vseh 4 lokacijah, potem v končnem delu v Ljubljani, v Stožicah pa približno 300. Gre pa pravzaprav za zelo odgovorno delo. Valc je že malo omenil, ljudje se morajo enostavno počutiti dobrodošle. To je pravzaprav verjetno glavna poanta prostovoljca na Evropskem prvenstvu. Ja, glavna poanta prostovoljstva je, da pomagajo organizaciji postaviti više standarde, doseči boljše storitve, tako pri delu z mediji, pri delu z ekipami, kot je že Valc omenil. Imamo pa pač različne profile prostovoljcev, no, tako da upamo, da se bo v Sloveniji čim več ljudi prijavilo, veliko se jih je že, upamo pa, da se jih bo še več. In prav na pravo temo smo sedaj naleteli, kaj ne gospa Lenka. Kako priljubljeno pravzaprav je prostovoljstvo pri nas, pa mogoče za začetek povejte, vi ste slovenski filantropije, pravzaprav kaj to pomeni, nekako nas upeljite v to, kaj pravzaprav vi delate in kako je vse skupaj s prostovoljstvom. Torej, slovenska filantropija je organizacija, ki je začela pravzaprav res iz prostovoljstva. Pred 20 leti, pravzaprav 21 leti, ko so v Slovenijo množično prihajali begunci iz Bosne in Hercegovine, so se organizirali posamezniki, ki so bili prepričani, da lahko pomagajo tudi prek prostovoljstva ljudem, ki so bili v groznih stiskah. In takrat se je ne samo v Ljubljani, ampak po celi Sloveniji resnično peljevalo prostovoljstvo in to nekako delo z migranti in prostovoljstvo, predvsem pa njegova promocija in razvoj sta še naprej rdeča nit delovanja slovenske filantropije. Kako je s prostovoljstvom, se ljudje množično prijavljajo za prostovoljce, ne govorim samo za športne dogodke? V Sloveniji lahko smo kar ponosni, da je prostovoljstvo pravzaprav kar veliko.
Govorimo pa na eni strani o neorganiziranem, neformalnem prostovoljstvu in organiziranem prostovoljstvu, katerega mi pač bolj podpiramo in si želimo, da bi ga bilo čim več. Zdaj, po nekih ocenah govorimo o 180.000 prostovoljcih v Sloveniji, ampak če resno vzamemo zakup, da je za nami to neformalno, neka tradicija in vse, tudi samega tega organiziranja ne bi bilo. Moramo se tudi zavedati, da je pomembno prostovoljstvo seveda na socialnem področju in tega vsi na to najprej vsi pomislimo, ampak prostovoljstvo je povsod drugod veliko in tudi društva. Jaz sem prepričana, da vi kot družina, tudi vaša žena je bila prostovoljka tako ali drugače, morda ne nekako tako organizirana, ampak pravzaprav s tem, ko številne družine podprejo taka športna društva, kulturna društva, ljudje delajo na področju zaščite živali, zaščite narave. Če se sam spomnimo akcijo Čistimo Slovenijo, takrat je po ocenah organizatorjev sodelovalo 250.000 prostovoljcev. Torej, priložnosti veliko, ljudje se odločajo tudi za neke take enkratne akcije. Seveda si želimo pa čim več nekega dolgoročnega prostovoljstva in zato so pomembne takšne akcije, ki vpeljujejo v bistvu prostovoljce, do katerih morda ne pridemo drugače. Pomembno je prostovoljstvo v šolah, da se goji to kot neka vrednota, ki jo spodbujamo tako doma na eni strani, ali pa v šolah prek samega šolskega sistema. Še malo na eno stran se bomo preselili. Gospod Balek, gotovo bi si želeli, da bi tako, kot ste vi to storili pri košarkarskem klubu Zlatorog, da bi pristopili tudi druge športne organizacije. Namreč, kdo je dal pobudo, vi boste dali celo vrsto pristavcev za parket, in tako rekoč s celotnim klubom ste pristopili k organizaciji Evropskega prvenstva. Kdo je dal pobudo za to in kako se je to razvilo? Ja, v bistvu ta ideja, da pristopimo k organizaciji Evropskega prvenstva, se je zgodila čisto spontano v eni dopoldanski kavici, kjer se trenerji vsak teden dobimo, da malo predebatiramo zadeve za naslednji teden. Mislim, da je bilo logično, glede na to, da bo Evropsko prvenstvo v Celju, da mi kot nek nosilec košarke v tistem okraju pristopimo v tem Evropskem prvenstvu. Je pa še tu druga stvar, da imamo pač na srečo tako upravo, ki zelo podpira izobraževanje ljudi in izobraževanje trenerov, tako da mislim, da je bilo to. Kako recimo vi zelo občutite, da si fantje zelo nekako želijo biti del Evropskega prvenstva, bližina, pravite Laško, Celje, je še dodatno bolj mamljiva. Čutite, se fantje pogovarjajo na treningih pa tako? Ja, če bi bilo pa njihovo, bi se lahko Evropsko prvenstvo začelo že jutri. Oni komaj čakajo, da bo del tega, tudi trenerji komaj čakamo, da bomo del te zgodbe, ker verjamem pač, da bo to zgodba v uspehu. Tako da... Kaj pa recimo bolj konkretno lahko postrežete s kakšno številko, koliko prostovoljcev boste dali vi? Ja, naš klub bo dal nekje 25 prostovoljcev, to je od trenerjev, igralcev, zapisničarov, statističarov, pa še en kup drugih ljudi, ki so tako ali drugače povezani s klubom. Gospa Viviana, vi ste predstavnica zaposlitvene agencije. Če bi morali ovrednotiti tako delo prostovoljca, povsem konkretno prostovoljca na Evropskem prvenstvu košarke v Sloveniji, kakšna vrednost bi bila? Jaz lahko povem, kako vrednotijo delodajalci te izkušnje, kako oni vrednotijo to, da je nekdo prostovoljec. Pri nas v ADECO rečemo, da zbiramo kadre v principu can do, will do and will fit. To bi lahko po slovensko rekli, da zmore, da hoče in da se bo vklopil v tim. In pri vseh teh stvarih lahko prostovoljstvo da velik pomen. Kar se tiče prvega, da zmore, lahko pri prostovoljstvu, tudi pri prostovoljnem delu, mladi še posebej dobijo veščine, ki jih potem dajo v življenjepis, ki jim pomagajo, ko iščejo službo. Dostikrat rečemo, da ko iščeš službo, delodajalci želijo izkušnje pa ne moreš dobiti, če nimaš službe. Tukaj recimo prostovoljno delo lahko pomaga. Kar se tiče hoče, tukaj govorimo o motivaciji. In pač za delo je zelo pomembno, da nekdo si želi to dela, da to dela z žarom, z veseljem.
če nekdo prostovolec, če neko delo dela prostovoljno, to prav gotovo govori o neki motivaciji. Will Fit pa govori o tem, da je nekdo pravi za vaš tim. Ko vi iščete sodelavca, ne gledate samo na veščine, na znanje, ampak tudi, da bo to oseba, ki bo imela osebnost, ki bo pasala v vaš tim, da se boste z njim ujeli in bili po najboljšem scenariju še dolga leta skupaj. Če ne je nekdo prostovolec, je to najbrž energična, vesela oseba, ki pripravljena pomagati. Tako da prostovoljstvo je pomembno, ko ocenjujemo človeka pri izboru za službo na vseh teh 3 vidikih. Ampak se prav podjetja konkretno obračajo na vas s takim profilom? Ja, noben še ni rekel, želimo si prostovoljca, ki je delal na Eurobasketu, ampak ja, smo pa imeli že podjetja, ki so konkretno iskali nekoga, ki ima izkušnjo s prostovoljnim delom. Konkretno je šlo za podjetje, ki je iskalo začetnika, nekoga, ki bo začel v njihovem timu. Iskali so osebo, ki je motivirana, ki ima veliko energije, ki je nekaj posebnega, ki ima prave vrednote in na seznamu teh lastnosti je bil tudi prostovoljno delo. To so bile plus točke. Tako da ja, za mlade je to super priložnost za izkušnje in za napisati v življenjepis. Nekako prvi krog smo obrnili, pa bi mogoče, če se je kakšno vprašanje porajalo v publiki, če bi mogoče kdo kaj imel za vprašati. To seveda ni prepovedano, nasprotno, celo zaželjeno je, če se je komu utrnilo kakšno vprašanje. Morda kdo od prostovoljcev, seveda se zelo smijite in komaj čakate, da v reference vpišete, bil sem prostovoljec na Evropskem prvenstvu, pa ne, se ne zaradi tega. Ampak, gospod Andrej, je vam, če ni nobenega vprašanja, se boste potem opogumili, je vam mogoče kdaj prav prišlo to, da ste povedali, jaz sem pa prostovoljec v profesionalnem smislu? Žal ne, imam pač tako službo, da mi tega ne upoštevajo. Mi pa prav prišlo, ker sem dobil neprecenljive izkušnje. Namreč več kot 15 let sem prostovolec v humanitarnem društvu bolnikov, kjer sem s svojimi izkušnjami in znanjem pomagal tem ljudem. Veliko sem delal, bom rekel, na pol prostovoljno tudi v košarkarskih vodah, tako da te izkušnje, ki jih dobiš in znanja, so veliko več vredni, kot pa neke bonitete, ki bi jih lahko dobil na ta račun v službi, na primer. Gospa Lenka, kako vi občutite to hvaležnost ljudi, recimo, ki jim lahko nekako pomagate? Sej vemo, mi recimo tudi sam konkretno lahko povem, bil sem na nekaterih velikih športnih dogodkih, prostovoljci nekje so, ampak v vsakem primeru so pa tam, da ti pomagajo in ko ti pomagajo, si hvaležen. Kako recimo vi gledate na te stvari? Ja, prostovoljstvo je zelo dvostranski proces. Ne? Mislim, da smo malo že o tem govorili, ampak gre res za to, da veliko dobiš, pa veliko daš. Oziroma celo tako lahko rečem, več ko daš, več tudi dobiš. Tako da, kakor jaz poznam zgodbe prostovoljcev, ker jih pač veliko in slišim in preberem in sem pač v stiku z ljudmi, je to, ko je mehen uspeh, ko je mogoče samo en nasmeh, ko so take male stvari, ampak tebe razveselijo, da ne govorim pa o vseh teh drugih stvareh, ki so bile že omenjene, da dobivaš izkušnje, da se naučiš znanj, da gre mogoče pri mlajših tudi malo za to, kako si širijo neko socialno mrežo, mogoče malo starejših pa tudi za to, kako s svojimi znanji, ki so jih že pridobili, želijo dejansko stvari tudi spremenjati. Ne? In to, da nekaj spremeniš, od take male do velike stvari, pa veliko pomeni. Rok, spet te gledam, se mi zdi, prej smo seveda govorili o referencah, pa tudi o srečevanju z zvezdniki, to je verjetno sestavni del prostovoljcev in verjetno tudi najbolj mamljivo. Gregor tudi nekako prikimuje, to je ena tistih stvari, verjetno bodo fantje in dekleta, ki bodo prostovoljci želeli biti z temi zvezdniki evropske košarke. Je dovoljeno prostovoljcem, da takole zbirajo fotografije in podpise z največjimi zvezdniki?
Zdaj, v času dela je pač ima prednost delo. Biti prostovoljec na Eurobasketu v prvi vrsti pomeni pač, da pomagaš vsem udeležencem, da si aktiven in pač, da si tam z nekim namenom. Pač ta namen ni zbiranje fotografij in podpisov, seveda se pa vsi vemo, da imamo vsi pametne mobilne telefone, ki omogočajo fotografiranje v trenutku, tako da sigurno bo lahko vsak prostovoljec mogoče kakšno fotografijo naredil sam. Smo pa v preteklih akcijah se vedno potrudili, da smo omogočili prostovoljcem stik s samo ekipo. Tako smo na primer na prvenstvu mlajših članov U20 smo omogočili neko skupno fotografijo vseh prostovoljcev in pa vseh mladih reprezentantov. Potem smo jim omogočili, da so se tudi individualno poslikali. Na Deko pokalu smo pa omogočili, da so se z vsemi slovenskimi reprezentanti. Poleg tega se je pa tudi z veseljem Miloš Teodosič odzval, tako da smo imeli tudi to priliko narediti neko fotografijo. In pa če se samo še dotaknem nazaj na reference, boste tudi to dejali prostovoljcem? Ja, vsak prostovoljec, ki bo sodeloval, dobi certifikat o sodelovanju. Seveda tistim, ki se bodo pa najbolj izkazali, bomo pa na njihovo željo izdali tudi priporočilno pismo. Valc, what is your opinion about that we are discussing about taking autographs, taking pictures with stars and so on? What is your opinion about it? Well, that is one of the incentives where a lot of youngsters are going in the volunteer work in the big sports events, obviously, because if you're just a spectator, you see your favorite stars from a distance. Being a volunteer, you can be physically next to them, and for everything there's a right time and right place. For example, the team just lost. I wouldn't suggest anybody to bother the player because it might end up pretty ugly. But in most of the cases, all of the athletes are very nice people, and if they feel welcome, and that's where volunteer work comes into, make people feel welcome. If they feel welcome, they are very always happy to return the favor, and they're always happy to take a picture or just give an autograph and talk to volunteers, because also athletes understand that volunteer work without volunteers the event couldn't take place. Simple as that. Gospod Košmerl, imate vi kakšno takšno zbirko? Ne, nimam, nisem imel nikoli neke posebne želje, več mi pomeni, če je mogoče kakšna beseda z igralcem, stisk roke in to je to. Kaj pa vaša otroka? Bi mogli pa njih vprašati, pa mislim, da so želje, zdaj točno, kdo bi katerega igralca rad imel ob sebi, ne vem pa, da se je sin naslikal na lanskem prvenstvu z Teodosičem in pa še en je bil Marjanovič, ki je bil 2 metra višji od njega. Na kakšnih dogodkih, malo ste že omenili, ampak če bi recimo nekako poskušali našteti, na kakšnih dogodkih ste, ali pa na kakšnih akcijah ste prostovoljci recimo? Konkretno jaz? Kot sem rekel, 15 let aktivnega dela v Slovenskem društvu za celiakijo, kjer sem vodil različne projekte, bil tudi na vodilni funkciji 2 mandata, tako da te izkušnje so mi veliko pripomogle, kot sem že prej dejal. Potem pa sem pomagal tudi oziroma aktivno delal v košarkarskem društvu oziroma šoli, kjer smo vzgajali mlade igralce vse do mladincev. Gospa Viviana, za vas bi še vprašal, ste se vi mogoče raje poskusili kot prostovoljka, poznate ta občutek? Ja, sem se. Kaj pa ste vi? Kakšno je vaše zdanje? Jaz pa sem še v osnovni šoli sodelovala po športnem društvu, sem učila telovadbo. Potem kasneje sem pomagala pri telovadbi za otroke s posebnimi potrebami. Še kasneje sem pa imela tako občasna dela, sem pomagala pri 2 filmskih festivalih, tudi prostovoljno, pol že v delu. Tako da to mi je prišlo prav, da sem malo povadila veščine, ki jih rabim zdaj v tej službi. Zdaj verjetno ne boste imeli
časa, da bi se prijavili za prostovoljko na Evropsko prvenstvo? Zdaj imam to priložnost, da sodelujem kot predstavnica sponzorjev. Tako da, tudi če bi hotela, ne bi bilo časa, ampak mislim, da tako veliko naredimo, da pomagamo za Eurobasket. Gregor Zlatorog je pravzaprav eden redkih klubov, ki je opazil to priložnost in se pač nekako priključil organizaciji. Mislite, da drugi klubi, zakaj se drugi klubi tako recimo bolj ne pač prijavijo, da bi dali prostovoljce, denimo, saj so tudi večji klubi, kot je Zlatorog? Ja, jaz bi tu izpostavil v bistvu 3 probleme. Ne. Prvi problem je, da zelo malo trenerjev živi 24 ur za košarko. Ne. To mislim predvsem v tem smislu, da so profesionalci, ne, vsem je to pač nek dodatni vir zaslužka. Drugi problem, ki je tu, je to, da smo, da bom malo tako karikirano rekel, da smo trenerji zaljubljeni sami sebe, ne, in da zelo težko damo ekipo komu drugemu, da jo ta čas trenira, ko smo mi v bistvu prostovoljci. Pač Evropsko prvenstvo je meseca septembra, to je kak mesec dni pred ligo, ne, in takrat se ekipe pripravljajo na prvenstvo. In pa v bistvu tretja stvar je pa to, da se v bistvu premalo poudarja, da se bo liga oziroma državna prvenstva, predvsem teh mlajših starostnih kategorij, začela kasneje, kot se začenja. Ne. Ker ponovadi se začenja konec septembra, letos se bo verjetno začela kasneje. Mislim, da je to tudi eden od problemov, ki botruje k temu, da se premalo trenerja prijavlja, ne, kot prostovoljci. Kaj pa pripadnost, recimo vi ste v neposredni bližini Celja, kaj pa recimo Maribor, mislite, da so tudi ljubosumni zaradi tega, ker nimajo skupine ali kaj podobnega? Ja, sigurno, ne. Sigurno je. To dosti, vse koliko imam jaz izkušnji, glede na to, da sem jaz iz Maribora, ne, je dosti na tem, ja, da ni v Mariboru evropskega prvenstva. Alenka, čutite vi v svojem društvu povečanje zanimanja za prostovoljstvo pred evropskim prvenstvom? Na srečo, če lahko tako rečem, ker pač smo vsi zelo dejavni, potekajo prijave na prvenstvo direktno prek organizatorja. Po informacijah, ki jih imam, je prvi cilj že dosežen, tako da, ampak ker prostovoljci se le včasih zgodi kaj, da ne moreš priti, da kaj pade vmes, se zbirajo prostovoljci še naprej, se prijave so še odprte. Tako da jaz sem prepričana in izkušnje, ki jih imamo, recimo lani bil za nas tudi en večji projekt za Evropsko prestolnico kulture v Mariboru, ki prav tako povabila to en tak sicer na področju kulture, torej, ampak spet en tak večji projekt, kjer se je širše vabilo prostovoljce in ekipa, ki se je vzpostavila in ki je sodelovala, je bila tako, kot ste vi rekel, neko srce, nek največji in najboljši promotor samega dogodka. Zelo so živeli za to, zelo so dihali in po mojem mnenju pomagali dvigati nek ugled samega projekta. In te prostovoljci ostajajo. In jaz predvsem vidim, kako smo naredili en korak naprej spet s tem, da prostovoljci, ki se registrirajo za Eurobasket, hkrati lahko povejo, da bojo tudi naprej želeli biti obveščeni o raznih prostovoljskih delih, ki so na voljo. Torej, nekako ostajajo naprej lahko z nami, oziroma pač širše na področju cele Slovenije s prostovoljskimi organizacijami, ki prostovoljce potrebujejo. Whilst we have been talking about references for employment, do you agree that volunteer reference is important for companies? I certainly do. I have experienced quite a lot of examples where actually being a volunteer was a benefit to be employed afterwards. And I can tell you some examples from basketball in particular. For example, in Latvia, we had one team, Matache, who worked with the talent team in 2008 for one of the youth tournaments we had there. And next year, the Italian delegation arrived for Eurobasket Women, and they particularly requested that person. Actually,
that person didn't apply for volunteering that year for personal reasons, but eventually we hunted him down and he agreed to help out. It was really great. I have also a similar story from Turkey where certain people were requested to, because the teams had a great experience with them. In Lithuania, for example, I remember this girl who was working for Media Tribune, helping out media representatives. Started tournament as a volunteer and finished tournament by actually writing articles for a magazine. Also, I know a few of the volunteers who helped in a big sports forum, and then after a couple of years were employed by their local municipalities and being involved in the sports organizations in their home city. And that happens quite often, actually, to be honest, because municipalities, when they launch a new sports project, for example, or cultural project in their city, quite often they're looking for young people who have proven initiative. They have some experience already, and as a matter of fact, then they always look up those who were as volunteers in one of the sports events which took place in their city. And I remember 3 or 4 youngsters in Latvia in 3 different cities being employed by local authorities after being a volunteer in Eurobasket, and based on the fact that they were volunteers in Eurobasket. I remember in Lithuania there was a national team where I suppose she wasn't the volunteer, but she was a media translator itself. What's her name? Do you remember her? Would you mean Sandra? No, it doesn't matter. Sorry. Doesn't matter. Rok, se prijavljajo tudi kakšni taki ljudje za prostovoljce, dobro, vodja prostovoljcev je Marko Milič, to je ena taka promotorska zadeva. Marko je ambasador. Ja. Na tak način tudi želite nekako spromovirati prostovoljstvo? Ja, mislim, konec koncev sem tudi jaz začel v prostovoljskih vodah. Sam sem bil prisoten na prvenstvu v Litvi leta 2011. Tam sem promoviral Eurobasket 2013 v Sloveniji, vodil nagradno igro. Potem sem se tudi v Sloveniji udeleževal prostovoljskih akcij. Na podlagi tega verjamem, da se bo marsikateri prostovoljec, ki se bo pridružil na Eurobasketu, dobil priložnost delati ne samo v košarki, ampak tudi mogoče v drugih športih. Pa imate recimo kakšen feedback od recimo kakšnih športnikov, ki bi želeli na svojo neko prepoznavnostjo pomagati? Kaj so? Ja, Marko Milič, moram priznati, da se je z veseljem odzval našemu povabilu, nam pomaga, kljub temu, da je trenutno preko luže, če tako se izrazim, na Arabskem polotoku, tako da mislim, da je odziv igralcev zelo dober. Igralci se zavedajo, so marsikateri že sami igrali na veliko prvenstvih, se tam srečevali s prostovoljci in se zato zavedajo, kako pomembni so prostovoljci za uspeh prvenstva. Lenka, še malo bi vas vprašal, kakšno pravzaprav tradicijo ste že malo omenili, koliko je pa bilo recimo športnih dogodkov, pri katerih so prostovoljci sodelovali, recimo prostovoljce potrebujejo tudi nekakšnih manjših, verjetno ne samo na evropskih prvenstvih. V bistvu so vsa tekmovanja v Sloveniji, tisti, ki sodelujete v kakšnih športnih klubih, veste, da brez prostovoljcev ne gre. Ampak to so ponovadi kar kakšni člani družin in tako, ali pa res neki podporniki teh manjših društev. Tako da takih večjih dogodkov v Sloveniji, vsi vemo, še ni bilo. Mislim, da nam je bila dobra referenca zdaj v zadnjem času. So bile olimpijske igre v Londonu, tam so bili prostovoljci res omenjeni na vsakem koraku. Tudi imeli smo prostovoljce iz Slovenije, jaz sem hvaležna medijem, da so tudi poročali o njih, da so tudi skozi svoje zgodbe na nek način promovirali prostovoljstvo, pokazali, kaj res v bistvu lahko dajo posamezniki.
tudi, če se prav spomnim, je bilo v Šladnigu letos, da so bili tudi pomemben del tekmovanja prostovoljci, med njimi tudi Slovenci, kot spremljevalci ekip in tako naprej. Tako da jaz mislim, da ne smemo pozabiti, no, da v bistvu niti, da se ne zavedamo, ampak športni dogodki v Sloveniji pravzaprav ne bi obstajali, če prostovoljstva ne bi. Andrej, tukaj spredaj smo že omenili sedi ena gručica fantov in deklet. Vi se pa tudi sicer takole družite, kaj ne? Nekako vas je prostovoljstvo povezalo v eno tako lepo skupino in potem nadaljujete to svoje prijateljstvo tudi v svojem prostem času. Normalno, seveda. Že na začetku sem rekel, da biti prostovoljec je nek poseben privilegij, kjer spoznaš med drugim tudi nove prijatelje in to potem nadgrajuješ, se družiš, spoznavaš, grejo ven na kavico, sok. Kot vem, se pripravlja nek... To nas zanima, zabave. Vsega ne smemo povedati, ne? Mislim, da tudi to pride vmes, ampak ravno zdaj se pogovarjajo, da bi se udeležili enega izleta na morje, namreč vsi smo potrebni sonca in mogoče se bo tole tudi uresničilo. Jaz upam, da v teh druženj po prvenstvu še več, ko se bomo še bolj spoznali in mislim, da je to ena res lepa gesta. Rok lani je Slovenija gostila najboljše reprezentance do 20 evropske scene in že tukaj ste potrebovali prostovoljce. Je bila to nekakšna generalka za evropsko prvenstvo člansko? Seveda, pač prvenstvo mlajših članov je bila generalka ne samo za organizacijski odbor, pač pa tudi za prostovoljce, da smo videli pomanjkljivosti, priložnosti, ki lahko izboljšamo organizacijo prvenstva. Tako da po samem prvenstvu v 20 smo s prostovoljci naredili tudi eno majhno anketo, smo povprašali o njihovem zadovoljstvu, kako se jim je zdelo, tudi po njihovem mnenju, predloge smo zbirali, kaj bi sami popravili in podobno. Tako da na koncu je bilo tudi vprašanje, ali se nam bodo pridružili na Eurobasketu 2013 in lahko z veseljem povem, da se preko 90% prostovoljcev odločilo, da bodo sodelovali z nami tudi letos. Ampak da nekako samo umestimo, koliko prostovoljcev ste pa imeli na tem prvenstvu? Na prvenstvu 20 je sodelovalo okoli 200 prostovoljcev. Je pa precej manjši projekt. Seveda, bil je precej manjši projekt, imeli smo samo 3 lokacije, dvorane so bile manjše, tako da tudi medijska izpostavljenost je bila manjša, zato ni bilo potrebno toliko prostovoljcev, kot jih potrebujemo letos. Valc, what would you recommend to all basketball fans that hesitate to apply or not? I would recommend to apply. Sure. I think there were a lot of arguments mentioned already today why it should be done, and talking to people here in Slovenia, I think every Slovene would proudly say that Slovenia probably is the most welcoming country in Europe, and the hospitality in Slovenia is nothing to compare to any other country. That I can say from my own experience. I think this is a perfect time for young Slovenes to prove that that is true, that it's not just a legend. Did you have any doubts that Slovenia is such a small country, we only have 2 million people, we are not able to have such a great group of volunteers, we also will have to have volunteers from other countries? I would rather say, regarding doubts for Slovenia, I probably am the wrong person to ask, because I'm coming from a small country where we also have 2 million people living in. For those who I'm from Latvia, it's a very small country, and I wouldn't doubt ever that considerably smaller nations could have such a problem, because usually smaller nations have bigger hearts.
But talking about the foreign volunteers, to be honest, this is the first time, this Eurobasket in particular is the first time I see that there is such a huge interest from volunteers from different countries, from other countries. In my experience in previous events, there were some people coming from other countries, but we can talk about maybe 10 people in total per event. If I understand correctly, we're talking about several hundred here, right? And that is awesome. I mean, that is something that Eurobasket 2013 has already achieved and has proved and it's become better compared to everything before. And also I think that is another good argument for volunteering, because if I understand correctly, most of those people are coming from the countries where the big sporting event took place before, right? So if they, that's my opinion, but if volunteers in other countries have done it once and they are ready now to travel for a long distance to a different country which probably they don't know at all, and to be a volunteer there, that means that there is something in the volunteering. There's something so appealing that, you know, people will be ready to travel. I think I was very stunned by these news. Seriously. Rok, ravno to bi se še malo navezal na tole. Kaj pa pravzaprav prostovoljci dobijo? Kako pravzaprav poteka? Kaj, ne vem, dobijo prenočišče? Kaj dobijo prostovoljci? Zdaj, prenočišča in pa potnih stroškov prostovoljcem ne zagotavljamo. Teh neopremeljivih stvari, dobrin, ki jih dobijo, smo danes že veliko omenili. Lahko še enkrat povem, da gre za edinstven dogodek v Sloveniji. To je ena izmed redkih priložnosti, da se prostovoljci pokažejo, da sodelujejo pri takem projektu. Tudi ena izmed redkih priložnosti, da morda predstavljaš svojo državo, kar je zelo pomembno, da se Slovenija predstavi v teh kriznih časih ne le kot država, kjer so določene težave tako na političnem kot gospodarskem področju, ampak da smo dobri super organizatorji in da smo tudi na športnem področju zelo uspešni. Bo pa vsak prostovolec prejel prostovoljsko opremo, to gre za športne copate, športne trenirke, majice in podobno. Vsakemu prostovoljcu zagotavljamo prehrano in pijačo v času dela in kot sem omenil, dobi vsak prostovoljec potrdilo o sodelovanju, kar lahko služi kot referenca, za nekatere pa morda kot spominek na pač ta dogodek, ki ga bomo še dolgo pameti. Kaj pa dostope do športnih, do tekem in tako naprej? Tekem zaenkrat ne zagotavljamo prostovoljcem ogleda tekem, vse je delo pač na prvem mestu. Kolikor si prostovoljci lahko tekmo ogledajo v času njihovega dela, pri usmerjanju občinstva, potem je to seveda dovoljeno. Se bomo pa potrudili, tako kot smo se v preteklosti, da prostovoljcem po samem prvenstvu nudimo čim več ugodnosti, pokažemo našo zahvalo. Tako smo letos po žrebu peljali skupino prostovoljcev na tekmo Union Olimpije. Gregor, se bo pa čas Evropskega prvenstva za košarkarje kar malce ustavil, kaj ne, tudi treningov ste že prej dejali malo ne bo, kako boste potem to, kako to planirate? Ja, če so pravi ljudje v klubu, se to vse da, ne. Ja, sigurno bomo mogli treninge prilagoditi določenim stvarem, zdaj pa naj že imamo stvar izpeljano, oziroma smo že splanirali stvari, kako bi naj to potekalo, določene treninge bojo pokrili drugi trenerji. Nekatere treninge bomo predstavljali v dopoldanski čas, ampak vseeno mislim, da je ena taka izkušnja, da bo igralci imeli možnost videti take igralce na delu, kot so naši reprezentanti, recimo, bo otrokom sigurno več koristila kot pa en sam trening. Še eno vprašanje bi za Valca pripravil. Valc, is FIBA Europe encouraging people to apply for any events in Europe? That's connected to, well, be volunteers from Slovenia, go to Turkey and so on. It's not that like we have a special program for that,
But yeah, absolutely. I mean, it's as we spoke here basically for what, an hour now. There are so many reasons to do that, to travel, because Rob just mentioned that accommodation and travel usually is the responsibility of the volunteers themselves. And in the beginning, it might sound a little bit like a bit of a problem, but in reality, it's not. For volunteers in the country, especially in a country like Slovenia, let's be honest, it's 2 million people. You will find a friend or a friend in another city who will lend you a coach or a sofa for a couple of nights or for a week or something. And for the those who travel from abroad, there are so many other simple solutions. You don't have to rent a hotel room unless you can afford that, obviously. But in Europe, there is, for example, a couch surfing system in place. A lot of volunteers are using that, and it's everywhere around. So traveling nowadays, traveling in Europe for different events, it's not a problem at all. It's not a problem at all. So I don't see why we should not encourage that. Andrej, imate vi kakšnega takole prijatelja iz tujine? Ste obdržali stike s prostovoljstva? Bolj preko mailov, kot pa osebno, ker so pač razdalje toliko velike, da se nam ni prilika, da se srečuješ. So pa ostali, sigurno. Kako je recimo v primerjavi, gospa Lenka, v primerjavi drugje prostovoljstvo razvito v drugih državah, v naših bližnjih, ne vem, na Hrvaškem, Italiji, v Avstriji? Pravzaprav govorimo lahko o nekih primerljive zadeve so, ne. Mogoče so malo razlike, kako Zahodna Evropa je gledala na ta socialistični blok, ker če gledamo v času Jugoslavije, so bili, ljudje so delali v teh brigadah, prostovoljstvo je bilo spodbujano, morda, če lahko rečemo v nekaterih društvih, kot pred kratkim je Zveza prijateljev mladine Slovenije praznovala 60 let, Rdeči križ je tudi že dolgo med nami, ne. To neka društva taka so se spodbujala, potem pa nekako do 80 let, ko se je ta nevladni sektor začel razvijati, je bilo to prostovoljstvo spodbujano, ampak ne morda tako usiljeno, na usiljen način, ko res da v nekem drugem delu teh socialističnega bloka. Tako da Zahod včasih, tako kot misliš, malo drugače gleda na nas, ampak pravzaprav je povsod stvar tradicije, medsosedska pomoč, solidarnost, so vrednote, ki jih imamo povsod nekje na visokem nivoju, in te so tiste, ki prostovoljstvo nekako potiskajo naprej. Počasi se približujemo koncu tega omizja, samo še rok za vas na koncu povsem. Kako bi recimo motivirali ljudi, da se še prijavijo Slovence? Kaj je tisto, kar... Danes lahko objavimo eno novico, in torej, da smo se odločili, da podaljšamo rok prijav. V zadnjih tednih smo prejeli veliko vprašanj od ljudi, ki niso 100% prepričani, kaj prostovoljstvo pomeni, kaj pridobijo, kakšne so naše zahteve. In zato smo se odločili, da jim damo preko prvomajskih praznikov čas za premislek, tako da bomo prijave spremljali do 5. do 5. maja. Pravim pa, da motivacija za vse, ki še niso prijavljeni, je zagotovo to, da vsak, ki se prijavi, tudi tisti, ki se bo prijavil 5. maja, ima enake možnosti za izbor kot tisti, ki so se prijavili mogoče 20. februarja. Bomo vse obravnavali enako, seveda pa si želimo čim večje število prijav, zato da lahko izberemo tiste najboljše, zato da bo prvenstvo najbolje uspelo, kolikor je